smo. 3, 2, 1. Akcija. Ok, zdaj pa gremo na drugi del. To je pa tale Sephorina vrečka, ful je težka, tako da jo bom kar odložila. Sam da jaz tle malo pospravim, pa se vrnem takoj nazaj, da pogledamo še, kaj sem nakupila v Sephori. Pa mislim, da so še en paketek iz Morphija je prišel, pa PR paketek. En ali dva sta še tle, imam vse v glavnem nam tam. Sekunda, pa se vrnem nazaj. Ok, zdaj za to bo pa kako bo najlažji. Bom jaz kar vse ven vlekla iz tukaj, pa je, upam, da ne bo vrečka preveč šumela, no. Ok, prvi paketek, da ločam še zaenkrat, kaj je prišlo po pošti, pa kaj sem dejansko kupila fizično. Iz Morphija sva z Anjo, mislim, da je bil 13. november, če se ne motim, ko sva prvič naročile skupaj paket. Ful enih težav je bilo s tem paketom. Zgubili so ga, oziroma poslali so ga napačni osebi, mi dve so dobile napačen paket. Itak, prvo niso bile prave stvari noter, drugo pa tudi, kako bi rekla, vrednost paketa najnega je bila 3-krat večja od tega, kar sva dejansko dobile. Tako da sva mogli ponoviti naročilo, oziroma so nam ga pol ponovno poslali. En del paketa jaz še čakam, in sicer je to od James Charlesa paleta njegova. Zdaj tisti, ki ste malo več v tem make-up svetu, veste, o kateri paleti govorim. Pač z Morphijem je naredil eno svojo novo paleto. Anja je svojo že dobila, tako da bom probala kdaj, če bo objavila kakšen tutorial, slediti njenemu tutorialu. Kar je bilo v bistvu ful zanimivo, zaradi tega, ker že nekaj časa zbiram tudi punco, kateri bi jaz sledila, kakor veste, je ta nek challenge obstaja na YouTube, no, ko slediš enemu drugemu tutorialu, pa probaš sebe isto namazati. V glavnem, nima veze, ne bom blebetala. Drugi del paketa je pa že prišel, in sicer sem naročila različne čopiče iz Morphija. Vsi čopiči bojo seveda uporabljeni za stranke. Niti enega nisem zase vzela, ampak ja, tako da punce moje od januarja naprej, oziroma že zdaj decembra, boste z novimi čopiči namazane pri meni. Ampak da ne bo pomote, zojevini so še vedno ful dobri. Hodila sem sam sprobati od Morphija, zaradi tega, ker mi je Anja ful dobrih stvari povedala, oziroma da je tudi ona ful zadovoljna s tem. Ok, gremo naprej. Potem sem za stranke vzela moj najljubši puder, to je Make Up For Ever Ultra HD, v dveh različnih odtenkih, en svetlo, en ful temen. Moj najljubši fiksirni sprej Urban Decay All Nighter, tega tudi imam za stranke, enega imam posebej zase. Ok, tole je spet, se bom mogla odločiti. Kupila sem si jo v bistvu zase za božička, ampak mi je ful všeč in vem, da bi jo zdaj decembra predvsem lahko ful na strankah uporabljala. In sicer je to tale paleta od Anastasia Beverly Hills. Tam da vam jo ven dam, da vi vidite to. Kakor veste, so to tudi moje najljubše palete Sinčil. Takole zgleda. Ja, pa še da vam noter pokažem. Meni je bila ful lepa, čeprav so ful simple barve, niso neke, kako bi rekla, presenetljive, ampak lik zaradi tega, ker so take klasične rjave, zlate, rose gold, srebrne, sem rekla pač, da bi si jo rada kupila. Tako da zdaj sem še dilema, jo bom na sebi uporabljala ali jo bom dejansko za stranke imela. Ok, kaj imamo potem še naprej? Tole je bil PR, to bomo pol obdelali. Ok, potem sem vzela zase takole pakiranje Better Than Sex maskare od Too Faced. Kakor veste, je tudi to moja najljubša maskara, ampak sem jo pač vzela, mislim, zdaj, ker je december, so jo imeli v takem pakiranju, tako da jo bom verjetno lahko obesila tudi na najino smrekco. Potem sem vzela še moj tudi eden izmed mojih najljubših primerjev, Step 1 Smoothing Primer od Make Up For Ever. To je v bistvu primer, ki ti zafila pore. Ta je tudi za stranke. Potem sem vzela dve stvari, ki jih bom na sebi uporabljala. Moj najljubši puder zame, to je Estee Lauder Double Wear, tale je v odtenku 2v2 ratan, ker mi tega odtenka trenutno zmanjkuje, ampak mi je ta mečkam pretemen, tako da ga moram mešati z enim svetlejšim odtenkom istega pudra. A ne to še naprej uporabljam, v glavnem gremo dalje. Zase sem kupila še Fenty Beauty Lip Gloss v odtenku Fenty Glow. Tudi to vsaka stranka, ki pride, ji dam jasno vedeti, da je to edini lip gloss,
Ok, zdaj poleg tistega Dose of Colors, ki sem ga še kupila, ampak to je edini lip gloss, ki ga jaz pri Stašica Matte Schmink dejansko tudi nosim na sebi, ker je toliko lep, da to je noro, pač to je noro. Če kakšen lip gloss rabite tega imeti v svoji zbirki, definitivno. In ga uporabljam vsakodnevno oziroma redno na strankah. Že parim puncem sem ga predlagala, so ga dejansko po mojem priporočilu tudi kupile. In pa sem rekla, ok, če ga pa jaz že vsem priporočam, ga moram pa tudi jaz zase imeti, ne, tako da, evo, ta je moj. Ok, potem naprej, kaj sem še kupila? Aha. Kupila sem v bistvu samo še Sephorino masko z cinkom in bakarom, meni se zdi. Je pa to v bistvu glinena maska, ki globinsko čisti in matira kožo. Kupila sem jo v mini sajzu, ker sem imela prej ta veliko in dejansko jo uporabljam samo enkrat na vsake tok, pa še to samo na predelih, kjer imam največ nepravilnosti, da mi pač nečistoče ven potegne, ampak sem jo toliko malo uporabljala, da se mi je posušila, tako da sem zdaj rekla, bom vzela ta malo verzijo, da ne bo šla maska v nič. Ok, zdaj pa, vse ostalo, kar vam tukaj noter so v bistvu, kako bi temu rekla, ne testeri, ampak v Sephori, kadar nakupite malo večjo količino izdelkov oziroma za malo višji znesek, vam punce na blagajni, vam prodajalke noter v vrečko dajo razne travel size izdelke, ne vem, za sprobati kakšne testerije, parfumčki, bla, 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 bla. Zdaj, čisto iskreno, jaz teh parfumov niti ne uporabljam, tako da jih ponavadi razstalam. Sicer tukaj not imam še dva, ampak da vam pokažem, kaj sem pa dobila, ker sem bila jaz šokirana, kaj vse so mi dali noter. Mene zelo redko šokirajo pri Sephori, zaradi tega, ker sem dobila že vse živo not, od Diorjevih mini šminkic do, ne vem, YSL pudra, mejhanga, v glavnem ni da ni, ampak to, kar sem pa zdaj dobila, je pa noro. Prva stvar, ki sem jo noter dobila, sta travel size izdelka Sephorine znamke, to je Sephora Collection. Prvi je njihov waterproof eye remover, ki ga jaz tudi redno uporabljam za stranke in pa pač zase doma. In mi bo super prav prišla tale pakonga, ker januarja nekam odpotujeva s Klemnom in bom dejansko tole lahko sabo vzela in je lih prav količine. Ta druga je pa v bistvu waterproof, v bistvu micelarna vodica, ki odstrani tudi vodoodporna ličila, no, v isti količini pakirano, tako da to dvoje. Potem sem dobila noter od Becca Cosmetics, če poznate to kozmetiko, ni toliko poznana, v Ameriki je to ful cenjena, ampak dobila sem njihov First Light Priming Filter Instant Complexion Refresh. V glavnem nek primer za očitno, ne vem kaj bi temu rekla, da ti naredi kot nek filter, da zgleda koža bolj glowy, si predstavljam, nisem ga še sprobala, bomo videli. Ok, potem sem noter dobila, to že poznam, to je njihova spet od Sephorine znamke maskara. Lušna zadeva, jaz jo ponovadi uporabljam na strankah, tako da ta bo ostala še zaprta, ker trenutno imam to odprto, jo je še dovolj. Potem, ena od zadev, ki bo mogoče celo šla v nagradno igro, ampak nisem še 100%. Od Anastazije Beverly Hills lip gloss, ne mat tekoča šminka, ampak lip gloss v odtenku Saint-Tropez. Potem sem dobila od Fenty Beauty, tole je Fly Liner, v bistvu tekoči eyeliner v odtenku, tam mi je ful všeč, Cause I'm Black, tako da dobra imena imajo. Pa sem dobila 3 parfume, ampak ne tiste ta male testerje, kakor ponavadi talajo, ampak sem dobila prav dejansko mini verzijo stekleničke, prav taka steklenička noter pride, ampak ne bom zdaj odpirala, ker spet mogoče bo to šlo celo za kakšna darila oziroma kakšno nagradno igro. Prvi je Scandal by Night od, jaz to ne znam izgovoriti, Jean Paul, neki na G, whatever. Tisti, ki veste, verjetno poznate to znamko. Ne znam izgovoriti, se ne bom niti matrala, ker si bom sam bruke naredila. Ta drugi je od, spet nekaj francoskega, Hermes. V glavnem, veste verjetno, za katero znamko gre jaz, ful nisem dobra pri izgovorjavi teh znamk, v glavnem tale parfumček. Potem sem noter dobila Purifying Peel-Off Mask, se pravi maska za obraz, ki se jo potem, kako bi rekla, odlep oziroma peel-offa.
od Shiseido. Kaj imam še? Aha, tale je še ena lušnih bolj zadev. Od YSL-a i Saint Laurent, whatever, spet ne izgovarjam dobro, ampak okej. Mini mat tekoča šminkica. A lahko prosim pogledamo, koliko je tole veliko. Če vam dam za primer, kaj vam dam zraven? Recimo puder, da vidite primerjavo. Puder pa šminkica. A ni cute? Tako da znajte tole v nagradno igro. Tako da. Stay tuned še za to. Vse na koncu vam bom še nekaj sočnega povedala na to temo nagradnih iger. Ok, potem imam pa tukaj spet še neki testerisov. Se pravi, prvi je od Urban Decaya Glide On Eye Pencil, se pravi črn svinčnik za oči. Potem od Narsa Climax maskara za volumen. In pa od Sephore sem dobila še 3 testerje njihovih mask za obraz, ki so v bistvu glinene, ampak targetirajo različne, kako bi rekla, probleme s kožo. Eno sem že uporabila in je bila ful v redu. Druge dve imam pa tukaj le še, pač, ko se mi bo zazdel, da rabim masko. Ok, in to je zdaj iz Sephore to. Potem imam pa še itak, PR paketek, ki ga pa sicer, mislim, da ga nisem na Instastorijih odpirala, zaradi tega, ker se mi je ful modil takrat, ko sem ga dobila in pol čisto iskreno sem pozabila objaviti, ampak sem itak rekla, v redu, bom ga pa vključila v ta video, da vidite. In sicer, kakor ste verjetno tudi lahko opazili, vse vlogerke so dobile ta paketek od ličila.si. Notar smo dobile od Revolution Pro znamke, ki je pač del Makeup Revolution znamke. Smo dobile Pro Supreme Matte Lip Pigment, se pravi mat tekoča šminka, si jaz predstavljam. Jaz jo imam v odtenku Visionary, neka nude zadeva, ampak to bo šlo v druge roke, se pravi, mislim, da sem jo Anji celo obljubila. Anja, tole je zate. Potem sem dobila paletko Senčil, lušne barve, ampak, kakor sem že rekla, takih barv imam jaz mali milijon, tako da tole bo šlo ali v nagradno igro, ali pa v roke ene od mojih prijatelj, bomo še videli, zakaj se bom odločila. In pa potem 2 izdelka, ki sem pa rekla, da jih bom pa jaz dejansko probala, najprej na sebi in potem, če mi bosta všeč, jih bom dejansko uporabljala za na stranke. To je Makeup oziroma Revolution Pro Pore Primer in predvidevam, da je na isti način, kot tale primer, ki sem rekla za smoothing, se pravi za filanje por. Ta druga zadeva je pa Revolution Pro paleta v odtenku Rose Gold 4 highlighterjev. Zdaj vam bom pokazala, sem jo že odprla itak. Zgleda pa takole. Ja. Nisem še swatchala nič, zaradi tega, ker sem želela pač vam pokazati nedotaknjeno, ampak definitivno zdaj v decembru bom stestirala in če se bo obnesla, bo hodila z mano na teren in pa jo bom uporabljala za stranke. Ok, to je zdaj to. Jaz mislim, da sem vse odprla. Ne, lažem, nisem. Nekaj, kar sem še dobila v Sephori, sorry, tle sem imela, pa sem čisto sploh kar nekaj pozabila. Od Beauty Blenderja Mini Travel Size, pokažem, takole zgleda. Tle noter je v bistvu njihovo čistilo oziroma milo, trdo milo za čopiče pa Beauty Blender pred. Čisto iskreno, če vam povem, to njihovo milo je ful dobro, ampak je čisto precenjeno oziroma predrago za moje pojme, sploh zato, koliko hitro se ga porab. Pač mogoče za nekoga, ki ga samo za svoje čopiče pa svojo gobico uporablja, je cool, ampak jaz dnevno perem, mislim, da imam odprtih 7 Beauty Blenderjev čopičev, boljš da ne grem štet, ker ko se jaz to spravam pucati, traja 2 ure. Ne, mogoče pretiravam, ampak kaj zlomem pa tudi ni. In to gre, tako da jaz uporabljam navadno trdo milo iz Lidla, iz DM-a, nima veze, načeloma je kjerokoli trdo milo dobro. Še ena zadeva, ki sem jo pa tudi dobila, je pa v bistvu, ne bi rada niti ful odpirala, oziroma zdaj sem ga že bandala, zdaj nimam kaj, je pa od Dolce Gabbana, tak zlat rokovniček je, oziroma planerček, oziroma niti ni planerček, ampak ja, rokovnik, ker nima, mislim, da nima datumov in tako po dnevih not napisan, ampak so samo črte. In spet obstaja verjetnost, da bo to šlo v nagradno igro. Ko smo pa želih pri nagradni igri,
Ne vem, če ste opazili, ampak zdajle sem že zelo blizu 10.000 followerjev na Instagramu in verjetno sem tudi že parkrat omenila, da bolj kot ne si želim do te številke prideti zaradi ene same zadeve in sicer to je swipe up opcija, ker bi ful olajšala celotno zadevo pri, ne vem, kadar vam povem za kakšne popuste, da vam pokažem kakšen produkt in tako naprej, je ful lažje, če enostavno lahko gor potegneš. Tako da, jaz se ful veselim te swipe up opcije. Sem pa obljubila, da bo ena ful huda nagradna igra prišla, ko pridem do 10.000 followerjev in tamle imam že pripravljeno ogromno vrečo in samo dodajam izdelke. Glavne 3 stvari, če lahko temu tako rečem, so pa v bistvu izdelki od Kim Kardashian Beauty, oziroma Kim Kardashian West Beauty, se pravi njene blagovne znamke kozmetike, od MAC Cosmetics in pa od Anastasia Beverly Hills, ampak bom rekla, da to niso edine 3 znamke, ki bojo vključene. Vsak dan dodam nekaj novega zraven in jaz verjamem, da če bi jaz videla tako nagradno igro, ki se pripravlja nekje na Instagramu ali pa nekje kjerkoli na internetu, bi si jih kurno hodila sodelovati. Tako da, pejte mi slediti na Instagramu, make sure, da res kliknete follow, ker prej, ko bomo prišli do 10.000 followerjev na Instagramu, prej bo ta nagradna igra šla gor. Tako da, ja, to je to. Aha, da ne pozabim, ker smo že lih pri nagradnih igrah, pa ker smo lih še decembra, adventni koledar, ker nisem snimala nobenega videa, prej vam niti nisem mogla prav zares veliko povedati, ampak en video je sicer šel gor na to temo, ampak je bil zelo kratek. Adventni koledar se še vedno dogaja, oziroma je lih v polnem zagonu. Vsak dan se na mojem oziroma na Sonjinem profilu dogaja ena nagradna igra, ki traja 24 ur. Ful so hude nagrade. Zdajle smo jih podelili že danes, ko to snemam, mislim, da je 10. dan oziroma 10. nagradna igra v teku. In vsak dan, bolj ko se približujemo Božiču oziroma Božičnemu večeru, vsak dan so še hujše oziroma še boljše nagradne igre. Oziroma nagrade, sorry. Čisto sem že zmedena od tega, nagradne igre, nima veze, v glavnem, folk pejte sodelovati, ker to je noro. Jaz sem rekla že v tistem prejšnjem videu, če bi lahko kakšno od teh nagrad zase zadržala, verjemte, da bi jo. Ampak smo jih zrihtali za vas, tako da pejte sodelovati, držim pesti čisto za vse in ja, to je to. Jaz upam, da vam je ta video všeč, jaz upam, da vam je tudi všeč moje novo ozadje, malo sem se updatala. Sicer ga še testiram, ampak dajte mi v spodaj v komentarjih napisati, a vam je všeč kaj tazga, da malo popestri ozadje, a vam je boljš, če je čist klasična bela stena. V spodaj mi napišite tudi, a mi sledite ali mi ne sledite še na Instagramu. In ja, to je to. Hvala, da ste bili z mano, hvala, da ste me gledali. Upam, zelo srčno upam, da v kratkem, v parih dneh posnamem še en video, da vas lahko decembra še kaj novega mogoče naučim glede make-upa ali pa vam kaj novega povem. Tako da ja, hvala, da ste bili z mano, se vidimo naslednjič. Čau!